2009, pol, ko je bilo novo šolsko leto, takrat sem pa imel novo pizdarijo. Takrat sem pa v bistvu prvič šel prav v zapor. Takrat sem pa šel v trgovino v Mostah, takrat zraven moje gimnazije, na katero sem hodil, sem šel v trgovino kupiti neke stvari in je delal tam en varnostnik, ki je bil že tako malo tak, imel neke svoje komplekse in je rad drezal ljudi, gledal, kaj kdo kupuje, kako kdo ravna s stvarmi tam in me je spremljal takrat malo po trgovini, gledal, če je kaj ukradel, bil sem mu kao sumljiv. Pa ko sem prišel na blagajno, plačal vse stvari, kakor sem šel ven, sem pač, tako je bilo v trgovini, takoj za blagajnami si imel tako vozičke za pospraviti, pa folk je odložil tako voziček, da ga je sam porinil na stran in naslednji, ki je prišel, ga je pač zagrabil in bilo je tam razmetanih 5-6 vozičkov. In ko sem jaz šel ven, porinam, on se zadere za mano voziček, meni je bilo smešen, to je nekaj normalno, kar vsak tam počne v tem Mercatorju, pusti vozičke tako ležati. In nisem se zmenil za to, kaj je prav, šel za mano, prijel me za rame, povlekel me in kakor me je povlekel, sem ga udaril na gobec z roko, pa sem takrat malo šokiral, gledal v mene, prav, policijo bom klical, skoš pa klical policijo zaradi vozička ali kaj. Udaril si me in kaj, vstal se, sem rekel, ko te jebe. Sem se obrnil, spet šel, spet on za mano, takrat sem potegnil nož ven. Jaz sem takrat smo to dosti nosili v tistih cajtih, te butterfly nožke. To je tak nožek, ki se razpre, pa ga lahko pol obračaš, pa delaš tiste trike z njimi. Ti sem razprl in sem mu rekel, pač, samo še enkrat se me dotakn, odprl ti bom ta trebuh tukaj predvsem in to je to. In on me očitno ni resno vzel, jaz sem se obrnil, da grem ven, on spet name, spet me povleče in kakor me je povlekel, jaz se obrnem in ga zabodam direkt v trebuh z nožem. To je rezilo bilo 20 centimetrov. On je takrat padel na tla, tako je rad bled, gledal mene, jaz ga še v tisti moment vprašam, hoče še kaj? On je tak bil tih, jaz sem se obrnil in šel ven iz trgovine. In kakor sem šel ven, srečam še en letnik mlajšo generacijo za mano, ki je bila na tej gimnaziji Moste takrat in me gledajo, sedijo tam, vidijo vse, kar se dogaja, jaz se delam, da ni bilo nič. Grem proti domu in tam v eno grmoje vržem tisti nož, prijem domov, povem fotru, kaj se je zgodilo. Fotar itak, ni mu bilo okej. Prav, grem jaz pogledat, kaj se dogaja, bo doma. In pač fotar pride do Mercatorja, tam vidi, da so že odpeljali vse, eni so mu povedali, da se je nekaj zgodilo, da je nekdo zabodel varnostnika. Fotar se vrne domov, pove, kaj se dogaja, prav, bo doma, dokler ne vidimo, kaj se sploh zgodilo s tem človekom in da to pol naprej rešujemo. In kakor je fotar šel, zvoni meni stacionaren telefon doma, dvignem slušalko, na tega stacionarnega je pa sam fotar klical iz službenega telefona in kakor sem se oglasil, ne slišam na drugi strani nič. Vedel sem, da nekaj ne štima, grem proti balkonu, pogledam malo okoli bloka, kaj se dogaja in vidim dva v civilu z nahrbtnikom sedita na klopci. V tistem momentu sta vstala in šla proti mojemu bloku. Usedem se nazaj za komp, takrat se še spomnim, takrat s tem, ko smo se družili s tem Perom Martičem, smo igrali še Counter-Strike prek interneta. In kakor smo igrali, smo imeli še, mislim, da kamero vklopljeno. In igramo tisti Counter-Strike in pravim jaz njemu, evo, policaj iz to posto pridejo po mene zdaj, zaradi tega pa tega, on takrat še ni vedel in pravim, dej, zabavaš se. Ko ne, 100% bodo prišli, ampak igrajmo mi naprej. In jaz igram in v enem momentu sem slišam fotra, ki prije not čez vrata, prav evo, jih prišli so. In oni zalafo gor po stopnicah, v tistih neprebojnih jopičih, tiste svinčene rokavice.
Jaz jih slišim, ko prihajam, jaz še kar igram in v enem momentu sem sam zginil s kamere, ker so me zvlekali na tla. Položili na tla, lisice, odzeta ti je prostost od tega pa tega momenta, povejo ti uro, povejo zaradi česa. To je to, odpeljali me. Itak sem vedel, da so me kamere posnele, folk me je prepoznal. Iskali so ta nož, povedal sem jim, kje je nož, šli pobrati ta nož, odpeljali me na pridržanje 48 ur in pa smo šli k preiskovalni sodnici. Preiskovalna sodnica, jaz sem takrat bil mladoleten, preiskovalna sodnica me zasliš, vpraša, mislim, tožilc me zasliš, pa preiskovalna sodnica, prav počakaj vzun, itak sem bil v Lisicah v spremstvu, prijem nazaj noter in reče, da mi je dodeljen pripor in da pač v temu cajtu, dokler ni sojenja in dokler ne prva obravnava. Pa sem jaz pomislil na hišni pripor, ki je rekla to in sem rekel, ok, super, doma bom, igral bom igrice in to je to. Ne. In prav, zdaj, ko priješ tja na Povšetovo, verjetno boš med najmlajšimi tam, ker si mladoletnik, pa je kakšna Povšetova, ni to zaporne. Prav, ja, to je zaporne. Zdaj, kako če sem mladoleten? Prav, tudi mladoleten greš lahko za hujše stvari. Sem rekel, ok, v redu, pa prav ona, prav jaz ne moram iti za to v hišni pripor. Pa prav, ona meni tako gleda v mene, pa prav, človek je v smrtni nevarnosti, bori se za življenje, jaz če tebe spustim v hišni pripor, mene bodo novinarji raztrgali. Prav tako mi je rekla. In takrat sem videl, koliko lahko tudi na odločanje sodnikov vplivajo mediji in medijsko odmevni primeri. Pa sem se s tistimi tako mogel sprijazniti, to je v redu, prijem ven. Foter me vzun čakal, policaj me pospremil v Lisica do Kible, rečem fotru, grem na Povšetovo, pozdravim se z njimi, pravac Povšetova, takrat kot mladoletnik. Tako da, tiste je bila tudi zanimiva izkušnja.